Gledate oddajo Klepet ob kavi. Evo, že spakirana, že pripravljena na potovanje in sanjsko destinacijo za leto 2020, mogoče tudi na vašem tistem seznamu, ki ste si ga naredili za nov let, in sicer Altaj, Sibirija. Ja, zdaj, če imate občutek, da bom rabila verjetno kako zelo toplo jakno, naj vam povem, da poletje na Altaju ni takšno, kot si predstavljamo, se pravi, nimajo sam snega tam. In ja, to je pravzaprav destinacija, ki smo jo izbrali kot sanjsko destinacijo skupaj z vami in našimi gledalci, pa tudi tistimi, ki ste na Altaj z nami že potovali. Ja, zakaj je Altaj tako poseben? Zdaj, velikokrat slišimo, da je potovanje tja pravzaprav potovanje v središče sveta, potovanje v Šambalo, popkovina pravzaprav zemlje. In danes bomo spoznali, kaj je pravzaprav tako posebnega. V moji družbi Marija Ana Kolman, Sibirija je njen drugi dom. Pozdravljena, Marija Ana. Pozdravljena. Torej, Šambala, pa sveto mesto, pa duhovno popotovanje. Ali je Altaj tudi geografsko gledano nekaj posebnega? Ne samo preko teh legend in takih in drugačnih stvari, takih mističnih. Seveda je. Geografska lega ga umešča v Centralno Azijo in Beluha, kot najvišja gora Sibirije, 4506 metrov je visok njen najvišji vrh Danone, to je triglava gora s 3 vrhovi, je enako oddaljena od vseh svetovnih oceanov, kar je pravzaprav zelo zanimivo, ampak ta ezoterična sporočila, mistična imena tega področja, predvsem pa miti in legende, ki govorijo, da je to mesto belovodja, Šambale, da je to mesto, kjer je zemlja kot s popkovino povezana z vesoljem, so bili pravzaprav vse te informacije, so mi bile pred mnogimi leti izziv, da sem začela raziskovati Altaj najprej po vsej možni literaturi, od interneta do različnih knjig, in naletela sem na zelo zanimive razlage fenomena Altaj, če lahko tako rečem, Šambale, v tem južnem delu Sibirije, ki jih je podal, ne boš verjela, doktor znanosti s 3 doktorati z področja meteorologije, geologije in mineralogije iz univerze v Novosibirsku, doktor Dimitrijev, ki je pravzaprav začel raziskovati Altaj ravno zaradi te močne, ezoterične dediščine, mitologije, mističnosti in tako dalje. Namreč v mnogih legendah, zgodbah, ki jih srečujem na Altaju, se omenjajo nenavadni dogodki, čudežni dogodki in tako naprej. In znanstvenik je s tem dogodkom lahko dal neko oprijemljivo razlago. Razložil je namreč geofizikalne pojave, kot so luminiscenca, ki se pojavlja na Altaju, z posebno metodo raziskovanja zemeljskih tal je ugotovil izjemno vsebnost kristalov, zlata, žlahtnih kovin, in tisto, kar je zelo pomembno, ugotovil je, da področje Altaja, zlasti pod Beluho, izjemno intenzivno odreagira na spremembe na Soncu. Wow, zanimivo. Tako da to so bile zelo zanimive
Zanimivi podatki, sicer je dr. Dmitrijev znan po tej znani teoriji o zamiku zemeljske osi, ampak poglej, jaz na Altaju doživljam pojav neznanih letečih predmetov, pojav luminiscence, to pomeni kvanti, fotoni, ta bela svetloba, ki se kaže kot snopi, kot krogle, kot aura na gorah, cedri, pod beluho in tako naprej. In to niso neka videnja ali pa nekaj, kar bi bilo, ne vem, ezoteričnega, ne? Ampak je dejansko dogajanje, ki ima svoje geofizikalne in kozmične zakonitosti. Tam letala ne preletavajo, ne, tisti? Ne, letal ni, to je področje, kjer ni telefonskih signalov, ni letal, se si bila, ni civilizacije, ni planinskih koč, ni trgovin, ničesar ni. A vendar toliko vsega je, ne, od drugega. Ledeniška voda, ki je pravzaprav odlična hrana, ne, ni samo voda, ampak je hrana, neokrnjena narava. No in na teh mojih potovanjih pod Beluho, na Ukok, na Teletsko jezero, sem povsod opazovala tudi te rastline, ki so mi pravzaprav dale neko vzpodbudo, da sem začela raziskovati tudi fitoterapevtski učinek teh rastlin. Pred mnogimi leti mi je prijatelj dr. Milušenko rekel, da vse rastline z Altaja, zlasti z tega južnega področja, da imajo kar 12-krat močnejše delovanje. In meni je bilo to najprej slišati tako kot, ne vem, kako 12-krat močnejše delovanje, recimo rožni koren, ki raste na Karatureku, na tistih zadnjih 10 metrih, na višini 3040 metrov, 10 metrov pod vrhom gore, iz skale raste rožni koren. In resnično, kasneje, ko sem začela raziskovati vsebnosti rastlin z teh področij, sem ugotovila, da je dejansko potenca rastlin z tega področja izjemno močna. Zdaj, ljudje lahko to sansko destinacijo leta 2020, torej Altaj, obiščejo tudi na hrbtih konj, tako kot sem tudi sama to obiskala, spoznala, raziskovala. In veliko ljudi reče, aha, torej moram biti izkušen jezdec. Ne, ni potrebno. Konji, s katerimi potujemo iz te zadnje vasi Kučerle, čez prelaze v krogu do Ledenika oziroma do Akemskega jezera, so šolani konji. Naš vodnik Arkadij je izkušen konjevodec, je sicer tudi veterinar, sicer pa potomec slavne družine konjevodcev. Njegov praded je bil vodnik konjevodec znanstvenika Sapožnikova, ki je iz Sankt Peterburga, ki je za časa carske Rusije raziskoval floro, fauno in ledenike na področju Južnega Altaja. In znanje jahanja ni potrebno. Edino, kar je pomembno, je, da zlezeš na konja in s konja, pa še tukaj ti konjevodci pomagajo. Konji namreč poznajo vsak kamen, vsak meter poti, po kateri hodijo. In pravzaprav človek je na konju varen, to je tudi počasna hoja, v tempu človekove hoje, ni dirjanja in tako naprej. In potovanje s konji pod Beluho, najvišjo goro Južne Sibirije, je dejansko čarobno. Pomembno je tudi to, da je Arkadij človek, ki ima paranormalne sposobnosti in vedno izbere konja, ki ustreza značaju in sposobnostim človeka. In hkrati tistim stvari, ki jih mora predelati.
ja. To smo se prav hecali, prav vsak je dobil unga, ta pravga konja, ki ga je dejansko. In zraven je vsak dan hipoterapija, v smislu tega, da je zelo terapevtski tudi ta odnos, ki ga v bistvu spostaviš s tem konjem. In neverjetna izkušnja. Resnično sem prepotovala svet, šla okrog, bila med različnimi ljudstvi, ampak Sibirija mi je še vedno, tako meni kot mojemu partnerju, na prvem mestu. V vsakem primeru. Beluha, ravno ta pot s konji, ki se gre dejansko pod Beluho. Beluha praviš, da je sveta gora. Zakaj sveta gora? Kakšne ali energije so tam? Kako bi to ljudem lahko razložila? Jaz bi se lahko potrudila, ampak mislim, da mi ne bo uspelo, pa samo enkrat sem bila tam, ti si bila neštetokrat tam, vsaj enkrat letno. Kako ljudem poveš pravzaprav to? Ker fotografije tega ne morejo pokazati, video posnetek tega ne more dejansko prenesti. Mogoče izkušnja? Težko je razložiti. Izraz Sveta gora je tako zelo širok, ampak poglej, gora Beluha se pojavlja že v Mahabharati kot Sumeru, to je Meru gora, in največ pravzaprav pove o Beluhi ime. V altajščini Uč Sumer, troglava gora, in tudi gora, domovanje bogov, treh bogov ali tri domovanja bogov. Uč Orion je tudi eno izmed imen za Beluho, zato ker je pozicija treh vrhov Beluhe enaka oziroma je projekcija treh zvezd Oriona na Zemlji. Jezero Akem, ki leži na vznožju Beluhe, če pogledaš ime v sumerščini Ak, Kem, Ak pomeni stvarnik, torej Bog, Kem pomeni življenje. To pomeni jezero, pa področje pod Beluho, je domovanje stvarnika, ki daje življenje. Zanimiva so ta imena v altajskem jeziku, ki pravzaprav kažejo na podobnost z imeni v semitski kulturi, v sanskrtu in nakazujejo, da pravzaprav tisti ezoterični zapisi, da je to področje, kamor so prišli ali pa celo odkoder so prišli vsi narodi in vsi veliki učitelji, mojstri, Buda, Lao Tse, Mojzes, Kristus, vsi naj bi bili na nekakšni iniciaciji na tem področju pod Beluho. Odlično. Tale trenutek imamo nekaj izjav, pravzaprav komentarjev tistih, ki so z nami že potovali na Altaj. Naj povem, da je to eno izmed najtežjih vprašanj, zaradi tega, ker je z besedami resnično težko opisati, a vendarle poskusili smo in tole nastali. Za rojsten dan, 60. rojsten dan, sem se odločila, da naredim nekaj posebnega in doživim nekaj lepega z novimi energijami, in zato sem se odločila to potovanje, ki sem ga je prav bilo namenjeno, ki sem izvedla prek vaše televizije. Ko sem Marijo Ano slišala na Klepetu ob kavi za Altaj in Beluho, mi je to poklicalo in ni bilo več razmišljanja, se gre ali ne gre. Bil pa je poseben izziv pohod s konji. Za samo Beluho pa za Altaj pa sem pustila, kar se tukaj zgodi. Moje vsakodnevno delo je povezano v prostorih in nimam več stika z naravo, in to se mi je zdela taka lepa priložnost, da pridem spet prvobitnosti v stik z njo, in pregovorilo me je, ali pa nagovorilo način, kako je predstavila Marija Ana Polman Altaj. In zdaj, ko smo že skoraj na koncu poti, lahko rečem, da je to res eno krasno potovanje k pristnosti, k prvobitnosti
v deželo ljudi, ki so meni neznani, tuji, samo v šolskih klopi poznani. In da je to, kakor človek vzame pot k sebi, duhovno potovanje. Vedno sem hotela doživeti taka prostranstva. Altaj ima to kvaliteto prostranstva, narave, tako res neokrnjeno. In te ene tišine, ki je lahko, kadar ni drugih motilcev. Tako da me to pravzaprav potegnilo, da bom lahko sama s sabo in v naravi in s temi elementarnimi silami, kakor je veter in sonce in zemlja in tako primarno. Težko je govoriti, težko je uporabljati besede za nekaj, kar je tako močna izkušnja. Marijana, ko smo se potem vrnili domov v Slovenijo, pa so potem prišla tudi zame taka zanimiva obdobja različnih prelomnic. Se spomnim, ko smo se enkrat pogovarjali, pa si rekla, a se spomniš, ko si bila pod beluho, predstavljaj si to beluho in bo takoj dejansko boljše. In dejansko ta tehnika deluje, samo če gledaš beluho, oziroma ne vem na kakšen način, ne znam razložiti, na kakšen način mi to pomaga, ampak počutim se boljš. In tudi stvari se potem zmeri nekako zrihtajo na nepričakovan način, boljš, kot si predstavljaš. A veš, vzrok je v tem, da si takrat, ko si bila tam, lahko vzpostavila to komunikacijo. Govorimo zdaj o beluhi, ampak gre sicer za to, da si prišla s svojim telesom, s svojim energijskim poljem v energijsko polje višjih frekvenc, kozmičnih frekvenc. To je polje, v katerem je vse tako, kot je prav in kot more biti. In ko človek z našo vibracijo pride v to energijsko polje, se pravzaprav stvari tudi v našem energijskem polju popolnoma prestrukturirajo. Dobiš, lahko bi rekla temu, antene in kjerkoli potem si, lahko vzpostaviš nadaljavo telepatsko povezavo z beluho, če jo vizualiziraš, in enostavno te ta energijski zapis varno vodi skozi vse pasti življenja, v katerem si. Mnogim ljudem se je dogodilo po vrnitvi, da so uredili svoje osebno življenje, svoje poslovna življenja, da so se ločili, poročili, kakorkoli, skratka, da so se stvari v njihovem življenju postavile tako, kot je prav. Veliko ljudi je zaznalo tudi, da mogoče v življenju ne delajo tistega, kar je njihovo primarno poslanstvo. Poglej, okrepila se jim je intuicija, morda tudi paranormalne sposobnosti, ki jih prej niti niso poznali, zaznavali. Mnogi so se v življenju lotili tistega, kar je pravzaprav namen njihovega življenja. To je to. Odlično. In mogoče zdaj bolj razumemo vsi, zakaj je bila izbrana ravno ta destinacija kot sanjska destinacija leta 2020. Če imate tudi vi željo, potem to ni dovolj. Prideti mora do odločitve in odločitev je ta prva, potem pa se vse ostalo tudi uredi. Kaj več o različnih programih na klepetobkavi.si ali pa 026 200 230. Se vidimo na konjih. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno.
Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 02 6200 230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov.